Novi virus SARS-CoV-2 je dejansko najbolj podoben SARS virusu, katerega izvor je iz netopirja. To se je ugotovilo z detekcijo oziroma določitvijo njegovega nukleotidnega zaporedja in primerjavo nukleotidnih zaporedij, ki so že objavljena v predhodnih študijah. Nova spoznanja stroke v zadnjih dneh so v bistvu opredelitev, kako izgleda virulenca samega virusa, na kaj se pripenja, na katere receptorje znotraj celice, kako izgleda njegova amplifikacija in v bistvu odkrivanje posameznih proteinov virusa. Človek, ki je okužen, izloča virus v svoje okolje. To okolje se kontaminira z različnimi izločki in seveda ti izločki, če pridejo v stik z drugim človekom, potem povzroči lahko prenos bolezni. Virus lahko svojo okužnost ohrani do nekaj ur, pa seveda moramo računati tudi do nekaj dni, ukolikor je nekoliko hladnejše obdobje. Pomembno je pa, kakšna je količina virusa, ki je na tej površini. Virus lahko uničimo z običajnimi razkužili. Virus ima ovojnico, se pravi 60% alkohol, lahko zelo preprosto uničimo virus. Seveda je pa pomembno tudi, da površine lahko umijemo z detergenti in seveda potem razkužimo. Pomembno je čiščenje površin. UV žarki, se pravi uničujejo na splošno viruse in seveda je pa potrebno ta izpostavljenost UV žarkov na površini kar precej dolgo. So pa tudi površine, do katerih UV žarki ne pridejo in seveda na to ne moremo računati, da bi UV žarki pomembno vplivali na razkuževanje. Na splošno lahko viruse uničimo z višjimi temperaturami od 70 stopinj, se pravi, če kakršnekoli površine termično obdelamo, virus uničimo. Razvoj cepiva je dolgotrajen postopek. To ne bo v roku enega leta. V bistvu razvoj poteka, da prvo poznamo sam virus, poznamo mehanizme virusa, delovanja v celici. Ko spoznamo to, je potrebno poiskati tarčno zaporedje, na katerega bi naj delovala cepivo. Ko najdemo tarčno zaporedje, je potrebno narediti poskuse, ponavadi v celičnih kulturah, potem sledijo živalski modeli in na koncu sledi testiranje oziroma klinična faza poskusa, cepiva, kar pomeni na človeku. Ta virus je drugačen zaradi tega, ker se izredno hitro prenaša iz človeka na človeka. S tem je ta virus budil tudi veliko pozornost in seveda vsi napori so usmerjeni k temu, da bi zmanjšali te prenose. Seveda so pa na splošno koronavirusi v bistvu že zelo poznani. Že prej smo imeli 2 takšna koronavirusa. Ta je seveda pa presegel vsa pričakovanja po številu obolelih in število umrlih.